Kakor sem obljubil, grem teč. Tako da sem kar malo ponosen sam nase. Namreč v nedeljo sem šel teč in sem rekel, v torek grem spet. In evo, lejte, sem se pripravil in tako da grem, ne vem, koliko mi bo ratalo, že majčkeno dež rosi, ampak tudi tu me ne bo ustavilo, kapico dam še na glavo in to je to, tako da gremo zdajle. Ti pa v komentar napiš, kaj misliš, koliko bom pretekel. Ljudje, pretekel 5 kilometrov in to po 30 minutama. Ne vem točno koliko, ampak zdajle pogledam, pa objavim. Glej naprej. Evo, pogledal rezultat. Ljudje, 28 minut in 19 sekund. Vse, kar je pod pol ure, je zame fantastičen rezultat. Zame, za nekaterega je čist brez veze, ker teče 20 minut, zame je pa tu rezultat vseh rezultatov, tako da sem ponosen na njega. Seveda vsa čast pa tistem, ki še hitreje tečete. Ampak da ste mojih let, ker sem bil jaz 20 let star, bi tu drugače bilo. V glavnem, namatral sem se, veste koliko. Sem dal čisto vse od sebe. Čisto vse sem dal od sebe. Kakšen mater je bil. Bo kdo rekel, a se treba tu matrati? Vam povedal, zakaj se treba matrati. Tisti ljudje, ki zdržijo to bolečino matranja, tisti so bolj uspešni v življenju. Glejte, tako na poslovnem področju, kakor kjerkoli druge. Tudi tisti, ki se lahko matra, tudi žensko bo lažje dobil. Tako da, glejte, če telo spravite do tacga matranja, kakor sem ga spravil jaz danes, ne morete biti loser. Ne morete biti. In glejte, jaz sem zmagovalec. In zmagovalec sem zato, ker imam tukaj visok prag bolečine in se matram. Povsod se matram. Matram se v poslu, ne gre, pa se matram, ker bi že vsi vrgli vse puško stukati v koruzo. Ne, jaz se pa še naprej matram. In tako se matram tudi pri teku. In tako se matram tudi, če grem na kolo. Tako se tudi matram, ker grem na potovanja. Jaz nikoli ne rečem, zdaj sem pa zmatran, se mi pa ne da iti ke še na hrib. Saj sem na dopustu, saj se moram malo spočiti. Ne, jaz grem. In kdo mislite, da je pol konec dneva na potovanju bolj zadovoljen? Jaz, ker sem se matral cel dan, pa videl cel kup stvari, pa sem prijetno utrujen, ali ki sem mu malo okulšal, za na hrib je bil pa že prezmatran. Verjemite mi, da jaz. In ne govorim vam tole zdaj zato, da bi vi mene imeli za zmagovalca, pa za carja, pa ne vem zakaj. Ker lejte, meni je čisto vse in kaj vi mislite. Tudi če vsi mislite, da sem car. Ampak meni je važno, da jaz vidim, kakšen sem. In govorim pa tudi zato, da mogoče pa od par tisoč ljudi, ki bo gledalo tale video, se bo pa kdo spravil jutri, pojutrišnjem, čez en teden, čez en mesec, morda celo čez en let. Tečte, pa malo gibati, pa spremeniti življenje. Ljudje, če bi vi vedeli, koliko je življenje lepše, če si fizično aktiven, pa sploh ne bi razmišljali, a ja tu ali ne. Tako da, glih en kamion je šel meni, pa sem se malo na pavzo dal. V glavnem, ja, če bi vedeli, koliko je življenje lepše, ko se ti malo giblješ, bi se gibali. Čeprav, tle moram biti previden, ker tudi jaz, lejte, lahko se zdaj naredi, da 2 meseca ne bom šel. Lahko se naredi. In zakaj tudi snemam tole, pa zakaj tole objavljam? Zato, ker bom veliko bolj motiviran, da grem v četrtek, danes je torek, da grem v četrtek spet teč.
Tako da, tole sem hotel povedati, morda bi še kaj pametnega pa me tornak zmotil, a lahko vam še nekaj povem. Pa veste kaj, dobro musko si dejte, ko tečete. Glejte, jaz sem si na nov playlisto zrihtal, ki jo imam na YouTubu, ker sem se une že malo naveličal in sem moglih srečal, da ta zadnji 5. kilometer, ki sem ga tudi rekordno dober tekel, je bil od Thompsona Dan dolazi. In spomnim se v enem trenutku, ko on zapoje refren Dan dolazi, jaz tudi zavpijem Dan dolazi, dvignem roko, tečem, pozabim na vse bolečine in tečem in spustim roke in se v enem trenutku čez 10 sekund zavedam, da tečem mnogo hitrejš in da sploh ne čutim nobene utrujenosti. Pogledam na uro, ki imam to Polarjevo pametno, vidim, da je povprečje kilometra pod 4 minute. Sem rekel, wow, kakšen tempo. Sicer tu sem tekel 150 metrov, pol pa sem spet začutil bolečino. V glavnem, kakšne psihološke fore imaš. Jaz, če bi ne bilo tega komada na koncu, bi sigurno 10 sekund, 15 slabš tekel. Ne, bi najbrž več. 20 sekund. Tako da, lejte, tudi neko musko si prištimajte taka, ki vam je res všeč. Jaz imam tle na playlisti te komade, ki jih imam, jih nikoli ne poslušam. Zato, ker si rečem, te komadi so samo za teč, da mi je pol lažje teč. Ker se veš, če komad 1000-krat slišiš, je lahko še tako dober, ti malo brez veze rata. Tako da jaz pa te komade, že ko grem teč, si rečem, aha, fino, bom vse te dobre komade zdaj slišal. Tako da, ljudje, vzemite se v roke, pejte gibate, boste videli, kako bo boljš. Eni mislite, da rabite denar, da boste srečni. Ne boste, imate lahko milijone, če ne boste gibali, ne bo nič. Nič ne bo. Nič. Nič. In wow, kaj se dobro počutim. Kaj se dobro počutim v svojem telesu, čeprav se bom še bolj, ker bo tale trebuh šel 10 kil, da shujšam, jebemu Boga, ma nekem bom, boste videli, da bom. Jebemu sunce. Neč, to sem hotel ljudje povedati. A ja, pa še tu, kako bom več danes naredil. Ne moreš verjeti. Ne moreš verjeti, ljudje. To je noro, vam povem. To je noro. Noro, noro, noro. V četrtek pa spet. Ajde, živja. Dobro jutro. Evo, četrtek zjutraj, spet čas za tek. Imam sicer majčken problem, gleženj me boli od putike in nisem siguren, a bo šlo ali ne bo šlo. Imam tudi alternativo bicikel, mislim, v mislih sem jo mu, sam tu ne bo šlo, zato ker je guma prazna. Pumpo imam pa v Peugeotu, ki je pa v Trebnjem, tako da ne morem napumpati. Gleženj se je ugrel, tako da gremo v akcijo. Na 5 kilometrov, napiš tukaj spodaj, kaj misliš, v koliko času bom pretekel 5 kilometrov. Oziroma, lahko tudi napišeš, da mi jih ne bo uspelo preteči. Bravo, jaz. 27, 57, se pravi pod 28. Jaz sem car, ljudje. Jaz sem car. Pomagala mi je pa tudi tale Polarjeva ura, ker sem sem gledal tempo. Ponavadi sem zadnji kilometer na polno tiščal, pa sem pol crknil na koncu. Zdaj sem pa rekel, ne, bom jaz skozi tempo držal, nikoli ne sme iti pod 6 na kilometer, fino pa da je tam nekje 5:30. In evo, uspelo mi je rekord podariti. Naslednji menik je, ta prvi pod 27, pod 26, velik menik je pa pod 25 minut. To je bila čista zmaga zame. Zdaj da malo vse pridem, pa še kaj povem. Glejte naprej. Evo, končal z jutranjo rekreacijo. Malo sem se še pregibal. Še en hribček, 200 metrski sem tekel na polno, da sem dal vse od sebe.
In evo, zdaj sem pa pripravljen za nove delovne zmage in veselim se dneva, ki je pred mano. Lepe stvari me čakajo, pa veliko bom danes naredil. Ajde, tudi vam želim, kar se da lep in uspešen dan. Če ga pa nimate lepega, če vam nimate lepega pa uspešnega dneva, vam pa predlagam, pejte teč tako, kot sem šel jaz, pa bo dan veliko lepši in veliko bolj uspešen. Ajde, živjo. Še našo družinco, da vam pokažem. Glejte, ta prvi, tale revež je pred kratkim prišel, pa je tako ubogi, pa tako se boji. Ja, to ga je moja mama, ga je rešila sigurne smrti. Zanimivo, da na začetku ga niso marali, te naši so ga podili. Moja mama mogla kar delati stran, da jed hrano. Glejte, tamle pa moja lepa kosmatinka. Moja lepa kosmatinka. Si ti moja lepa kosmatinka? Glejte mojo lepo kosmatinko. Mojo lepo kosmatinko. A ni lepa? Glejte jo. Mojo lepotičko. Lepo. Moja kosmatinka. Moja lepa punca. Ja, kako si ti lepa. Napišite v komentar, če je lepa.